Ejo, tu imamo socialec in poslušate oddajo Radioaktivno. Še vedno ena kri, ena pesem je za naše. Spet nazaj smo mi, ker nam treba tuge dače. Svet še vedno naš je, borba iz stoletja. Ta gre za video vse, ki niso zmogle preživetja. To ti vers je tak, do konca lahko se podaja. Veš, da ne ustavim se, dok lahko ta obstaja. In do kraja bom tu glaven in dejaven, ej kolega. To ta gre za vse, ki bile so zraven izpod snega. Maš vasin, bloke, vsi jočego ko katanci. Radi ven z Evrope, a ne odločni ko Britanci. Najkice z druge roke, cajt je prehud za poker. Odpiram nove pritoke keša, life na obroke. Kaj bom pol, če samo jaz o temu sanjam? Deli to naprej, važno je, kjer o temu znanjaš. Če pokažeš njemu, tudi mogoče bo nabijo. Mladi smo in ulično hočemo poezijo. Ta gre za generacije, za generacije, za generacije. Danes se zbudim, da še jutri preživim. Nasmešek na obrazu lahko svet spremenim. Naj bo nebo črno, posejem zadnjo zrno. A to, kar daješ, svet bo tebi vrno. Vrno, vrno, vrno. Zdaj je bila slišana skladba z EP-ja Projekt Vida, Amo pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Živijo. Znanec domače glasbene scene. Ba je da res. Vedno aktiven, vedno pripravljen, da prije nazaj in naredi comeback za še en zadnji projekt. Že kar nekaj časa je nazaj, odkar sva se srečala v studiu. Je že dolgo, odkar je bil en dan, ja. Album. Še takrat sem imela neke tehnične težave, če se dobro spomnim. Ti si odgovoril, jaz pa se nisem slišal. Tebe se ni slišalo, pa v živo je bilo, ne? Ja, tako. Ful dobro. Kar precej dobro delaš v zadnjem času. Si aktiven tudi na glasbenem področju. Ja, mislim skozi, zdaj pač z Love snemamo celi album, ravno kar smo izdala ta EP, Sad Porn EP, zdaj v bistvu delamo celi LP. Tako da v bistvu ni mi dolg čas, no, se nekako v ono A formo probam spraviti, kar se tiče muzike. Tako da ja, delamo na polno. Si precej kritičen reper. Ja, to pa sem. To zdaj že veš. Ne, ja, mislim pač sem. Mogoče zdaj malo neke druge sfere, vsaj tekstualno letimno, da se ne ponavljam toliko, no, ampak še zmeraj imam neko kritiko do vsega, no, pač, ker se mi okoli mene se dogaja take stvari in pač me zmeraj nekaj moti, no. Sem zelo težavn že kot oseba, tako da, ja. Ostajaš amo, kdaj pa potem daš zraven amo socialec? Ne, se to sem vedno. Ampak tako se vedno ne pojavljaš v medijih. Ja, pač kak se komu da napisati, čist tak, ne. Tudi zdaj na tem EP-ju piše Love and Amo, ne, pač lepše zgleda po domače, drugače še vedno Love and Amo socialec, se tu menda not zelo piše. Ampak ja, moje polno ustvarjalno ime je Amo socialec, ker sem socialni delavec, pogovorno smo socialci, socialni delavci. Ja, pač to je to, no, več ni neke posebne zgodbe tu, no. Sedaj v tem delu bova rekla nekaj o projektu Vida, mogoče zavertiva najprej še skladbo Vida, v kateri ti pomaga Tinkara Kovač. Ja, pač to je bilo pač kot vodilni single tega projekta, projekt Vida, ki smo ga štartali v bistvu s humanitarčkom. To je zdaj zelo aktiven projekt, no, ampak kot uvod je bil v bistvu ta EP. Namen EP-ja je pač bil pomagati starostnikom. V osnovi smo v bistvu, no, prodajali ta EP za 10 evrov. Za 10 evrov je bil v bistvu ta lunchpack, ta paket, kjer si pač dobil ta album, zgodbe starostnikov, pa ročni izdelek starostnika, ki so bili vključeni v ta projekt, s tem pa si v bistvu omogočil 3 tople obroke za starostnike, ki si tega ne morejo privoščiti, ne. Tako da smo v bistvu eno z drugim nekako združili.
Le poglej v oči, morda ti je poznana. Ni nikomur mar, a to prav se ti zdi. Dneve in noči, da je videti tukaj sama. Le poglej v oči, morda ti je poznana. Ni nikomur mar, a to prav se ti zdi. Dneve in noči, da je videti tukaj sama. Veš, da včeraj sem jo videl, žalostno gospo, ki poznajo jo kot Vido. Slabo je pa to, da se ne more oglašati sino in da se mora pri teh letih zanašati na pokojnino. Čaka prvega, kot da je lajfa bistvo. Ni to tisto, kar je človek toliko cajta isko. In ko plača si račune, ko v stečaju se opazi, jedilnik je zaključen zgolj pri čaju in namazih. Zakaj več pa ni, niti Boga ne zanima. Nej pa hudo bolj je to, da nikogar nima. Sin je umrl, prometni partner se je zapil. Isti dan, ko nehal teps, jo tudi je zapustil. Če bi rada šla v dom, si ne more ga privoščit. Jebeš penzijo, ki je nižja kot otroški. In tudi če pomaga država, ji vzame to, kar ima. Ne glede kaj vlaga, nič ne štege to, kar ona da. Le poglej v oči, morda ti je poznana. Ni nikomur mar, a to prav se ti zdi. Dneve in noči, da je videti tukaj sama. Le poglej v oči, morda ti je poznana. Ni nikomur mar, a to prav se ti zdi. Dneve in noči, da je videti tukaj sama. Starejše, poskrbljeno je pa nezadostno zanje. Ko da če greš penzijo, si že zgubo spoštovanje. Vida se drži zase, noče biti še nadležna, ampak stanju kot je si ne upa biti nehvaležna. Vsi okoli vejo, da ne dosega sanj, a ko jo vidijo, čisto vsak pogleda stran. Ni loči, ki svetigi, pa tu več nima sreče. Ko elektrike ne zmore, pol prižiga sveče. Mimo so časi, ko bila je gospodična. Ne more k zdravniku danes, skoraj da je nepomična. Malo je šans, da se pred boleznijo skrije, ker dopolnilno zavarovanje ne krije vse terapije. Premalo pomoči od dragih teh ljudi. Kak bo jutri zmogla, si razmišljati ne želi. A živi naprej, ker ne zmore premakniti zida. Vem, da jo poznaš ti, ker ime je Vida. Vida, Vida, Vida. Le poglej v oči, morda ti je poznana. Ni nikomur mar, a to prav se ti zdi. Dneve in noči, da je videti tukaj sama. Le poglej v oči, morda ti je poznana. Ni nikomur mar, a to prav se ti zdi. Dneve in noči, da je videti tukaj sama. Projekt Vida predstavljamo v oddaji Radioaktivno. Amo Socialec je z mano. Kako je bilo sodelovanje s Tinkaro Kovač? Ok, pač mi da smo to zelo vsak na svojem koncu posnela, no, ker je ona tak še 10-krat bolj busy kot jaz. Tako da smo res tak po obrokih se v bistvu tudi slišala, pa skupaj prčkala nekaj, no. Ampak nam je uspelo na koncu narediti, no, tako da, cool. Ona se pač itak tako odzvala, ja, valjda, let's do it, ne. Pak se pravim, pač malo je trajalo, da smo naredila. Pak zanimiva izkušnja, če ne druga. EP je prenesel 6 pesmi, vse tvoje delo. Ja, drži. Vse sem jaz. Glasbo in besedilo. A ja, to misliš? Ja, to smo reperi, ko pozajmo, da obstajajo ljudje, ne, ko delajo muziko tudi, ne. Produkcija je Young Firefly, nekaj sem jaz, nekaj pa je, nekaj je Night iz Tropski in Night Slave, to je to, ja. Nekaj pa je Internet. Besedila pa... Besedila so pa samo, ja. In dejansko cel tistega, kar vidiš vsak dan? Ja, dejansko, pač kot socialni delavec, dosti delam starostniki in znotraj službe in znotraj nekih prostovoljskih aktivnosti, tako da pač ni bilo, mislim, težko tega sestaviti, no, pač to je neki moj vsakdanjik, oziroma vsaj v tistem obdobju bolj bil, no, zdaj sem malo omejil vse skupaj, pa korona smo imeli vmes, no, tako da sem malo v drugačnih sferah, ampak ja, takrat je to nekaj odsev mene. Po besedilih je razumeti, da je pri tem veliko stiske, pri ljudeh, starejših. Ja, ogromno, pač mogoče se niti ne zavedamo toliko, no, pač ljudje pač predvsem sploh, ko imajo ta prehod, no, iz tega delovnega okolja v penzijo enkrat, ne, se jim drastično zmanjšajo dohodki in je kar težava, no, tudi nekateri nimajo tak najbolj čistih odnosov, recimo s svojo družino, svojo okolico in so dostikrat sami in so sami sebi prepuščeni, ne, za nameček je tudi ogromno starostnikov, ki živi v Bogu za leđima, pa težko tudi koga okoli sebe najdejo, ne, ali pa se samo kakšne mlade družine v njihovo okolico preselijo in so bolj čist sami, ne, in sami sebi prepuščeni, noben se z njimi posebej ne ukvarja in pač imamo te težave, ki jih imamo, ne. Da se na to opozori, je glasba dober medij. Ja, sigurno, no, to je bilo tudi neko vodilo, no, okoli tega, to se nekako zmeraj hotel delati, no, oziroma sem probal delati, no, da pač z glasbo opozarjam na neke stvari, ki so, ne, in pač se pravim, to je pač del nekega vsakdana in tega, s čimer sem se najbolj v tistem obdobju ukvarjal,
pa pač samo od sebe prišlo. Tretja bo nobenega zraven. To je bil pač en izmed teh, ko je v tem času video nastajal, to je Young Fireflyer naredil podlago, pa mislim, da sploh ne ve, če na tem projektu gor ali ne, ker mi je takrat dal celi paket teh produkcij, pa ne vem, če sem mu sploh povedal, da sem uporabil to, no, tako da mislim, da on sploh ne ve, da je gor na tem projektu. Tako čisto res, to je nekako mimo njega zletelo, no. Ja, to je bolj ta hecen del tega. To je tisto, o čemu sanjam, to je tisto, o čemu sanjam. Ej, nobenega več ni zraven, noben ni hotel biti zraven, ko bil si na samem. Sploh me ne vidiš, mimo odrasti, celi bi narod, rad videl me pasti. Takih je polno, vsi smo mi naši, jaz pa moj folk, v bistvu vsi lačni. V sosedu storigi, vsi so napačni, sosedu nismo drugačni. Nič ne dela, zdaj ne vidiš filma iz ozadja. 6 let pred penzigom, firma je propadla. Izkušnje so, a kot mlad vedno boš ti više. Na zavodu ni nič zanj, ker je tehnološki višek. Hočem, da moge boljše, samo moramo vsi pomagati, yeah. To je tisto, o čemu sanjam, to je tisto, o čemu sanjam. Ej, nobenega več ni zraven, noben ni hotel biti zraven, ko bil si na samem. To je tisto, o čemu sanjam, to je tisto, o čemu sanjam. Ej, nobenega več ni zraven, noben ni hotel biti zraven, ko bil si na samem. Sfukan malo, samo zase bom zmogel, nikoli ne pustim, da bi čas me pohodil. Grem naprej, zato ker tukaj je narod, ni zmage v lifeu, če se fukaš z denarom. Poznam še hujše, v studiu so viseli, spustili duše, da so lahko drugi obogateli, ki so imeli malo in bojo imeli verjetno manjše, ker je dohodek žalost, pa bodo pokojnine konkretno manjše. Take so penzige danes stari, folk ma hortenzige zame stari, ko da ga pogreb pisa name stari. Iz ulične bitke, ko filmu do boja, stranje rata bolj obširno kola toja, noja. Družbene bolezni sanja mimo boja. Hitro se utopiš, ko začneš enkrat zaditavat, ko je žalost taka, da še Michael Phelps pozabi plavat. To je tisto, o čemu sanjam, to je tisto, o čemu sanjam. Ej, nobenega več ni zraven, noben ni hotel biti zraven, ko bil si na samem. To je tisto, o čemu sanjam, to je tisto, o čemu sanjam. Ej, nobenega več ni zraven, noben ni hotel biti zraven, ko bil si na samem. Amo z mano vdaje radioaktivno. Če se stavila še pri projektu vida, kakšen je sploh namen tega projekta? Se pravim, namen je bil v osnovi neko ozaveščanje ljudi glede starostnikov, glede težav, predvsem glede revščine, s katero se starostniki spopadajo, in pač v celoti v bistvu spostaviti nek trajni projekt, ne? Se pravi, kamor bi mi skozi vključevali neke starostnike in bi pač dobivali neko trajnejšo pomoč, ne samo neke enkratne akcije, ampak trajnejše zadeve, in pač tudi namen ozavestiti ljudi, da so tudi sami bolj pozorni na neko okolico, ne? Ker sigurno lahko vsak okoli sebe najde tako imenovane vide, ne? Te starostnike, ne vem, če malo boljše pogledamo, so lahko tudi naši sosedje taki, ne glede na to, ali smo doma nekje na vasi ali v bloku, ne. Tako da namen predvsem to, no, da se tudi ljudje sami po sebi malo bolj pogledamo, no, kaj se dogaja. Projekt še živi? Projekt še živi. Zdaj ob dnevu prijaznosti, spet malo bolj aktiven, oziroma bolj aktiven je vse skozi, ogromno je starostnikov vključenih, ampak pač ob dnevu prijaznosti pač zmer neko akcijo naredimo ponavadi znotraj humanitarčka, tako da tudi letos nekaj bo, tudi v decembru nekaj bo, kaj bo, bomo še skrivali malo, ampak bo fajna zadeva, ki pride. Katere pa ste glavne aktivnosti, ki jih vodite? Zelo pomemben recimo je naš portal Dobrodelko. To bi nekako najbolj izpostavil. Če greš na humanitarček na spletno stran, pa poiščeš portal Dobrodelko, imaš zmeraj neke v narekovajih misije ali pa akcije, recimo, katerih se lahko lotiš, ker mi načeloma ne zbiramo denarja, ampak stvari in točno specifične stvari. In tam, če greš na portal Dobrodelko, lahko pogledaš, da neka gospa Marija v tem trenutku potrebuje, ne vem, neko odejo ali pa vrečko z nakupi živil, in si ti recimo zbereš to varianto in se to potem v tvoj profil obkljuka in potem pač to izpolniš. Pa pač na tisti naslov, ki je za dan pošlješ, ne. Seveda to največkrat smo to mi, ne izdajamo osebnih podatkov ali karkoli, tako da ja, pač
lahko v dobrodelku, ta lahko greste vsi. Imate pa še nekaj drugih projektov oziroma aktivnosti? Ogromno, tudi ta Book Crossing recimo je zelo taka zadeva, ki se je fajn projela. Se pravim, največja nekako mogoče zdaj res v zadnjih 2 sezonah je Vida in na tem se pol tudi nekako najbolj gradi, no, da gre še naprej. Ne. Je Vida konkretna oseba? Je bila, Vida je bila. Čeprav pa je vid dosti Jih je pa dosti. moškega in ženskega spola. V osnovi pač se pravim, Vida je bila v začetku je dejansko ena oseba, ampak zdaj so pač vsi nekako ti starostniki, ki padejo v ta program, no, označeni kot Vide, no, in pač tudi ljudje spodbujamo, da iščejo svoje Vide. Glasba, Kaj bom pol bo naslednjem? To je pač tudi en tak komad iz perspektive starostnikov narejen, res tak 1, 2, 3, v bistvu ta komad niti sprva ni bil mišljen za projekt Vida, pa je bil za en moj drugi projekt Spartacus, ki ga mogoče ne bom nikoli izdal, ali pa ga bom pač čez nekaj sezon, ker je pač vmes se vse zaustavilo. Ampak je zelo pasal, no, v ta koncept, kot neki sestrski komad Vide, tako da smo rekli, gre to tudi gor. Kaj bom pol, kaj bom pol, kaj bom pol. Glavo gor, glavo gor, glavo gor. Check it. Poznaš Rozi, redno vidim jo v parku. Sramežljivo, a prijazno drobno starko. En prijeten dober dan, ful folka ji je podalo. Gledaj jo pa stran, ko bi se roko ji tu dalo. Ker je sama skozi vse, njen mož premino prejšnjo zimo. Skozi igra Survivor, svojo pokojnino. Gleda kdaj bo prvi in taki mine celo leto. Da je srečna, če ima spet za jest kruh in pa pašteto. Je ne briga, če ne zna smeti si skupaj ločevat. Odkar se ni elektrike, zmogla tukaj plačevat. Državne pomoči niso prišle od poslancev. Da mirno bi zaspala, je odvisno od neznancev in dobre volje čuta so človeka. Kaj ji bo do drva, če doben jih ne naseka in stiskajo v srcu, kot bi vampirja kol. Ko ji zmanjka zadnjih iskric, tu se vpraša le še samo, kaj bom pol, kaj bom pol, kaj bom pol. Ker me ne vidijo ljudje na svetu in težko mi je glavo med gor, glavo gor, glavo gor. Lažje to je reči, ampak težko tukaj zdaj premagam ta bol. Kaj bom pol, kaj bom pol. Ker me ne vidijo ljudje na svetu in težko mi je glavo med gor, glavo gor, glavo gor. Lažje to je reči, ampak težko tukaj zdaj premagam ta bol. Daj vgraviraj to v kamen. Misliš, da pozna lahko to življenjski plamen? Čuvaj tistega, ki rabi, to gre za teg in pa zame. Biti človek nič ne stane, povej mi, če te bolijo lastni neuspehi, ali si pripravljen, da bi drugi bili pri vas v utehi. Ne zatiskaj si oči, ko lahko nekaj daš, take zgodbe so povsod, vem, da prepoznaš. Veš, dolge jože, daj pomisli malo. Isti tisti stricev, pred katerim skril se narod. Bogijo se otroci ga, ko pade noč. A samotar kot je ne zna prosit več za pomoč. Da bi podaril mu nasmeh, noben ga ne zanima. Hčerke zraven ni po 2, niti enega sina. Dohodek ne obstaja, nima čistnic zavarovanja. Pravijo, da pije, a v temu lahko samo sanja. Ni ga pri molitvah in mu slabo ful je bit tam. Ker mu je vse eno, kdo bo zmagal na volitvah. Za njega to nima teže, stalno brez veze. Z denarnice mu ista teče kri, ko realnost drežeg in brska po kesono. Že od hudega, ker veš smeti od enega, so zaklad od drugega in stiska ga v srcu, kot bi vampirja kol. Komu zmanjka zadnjih iskric, tu se vpraša le še samo, kaj bom pol, kaj bom pol, kaj bom pol. Ker me ne vidijo ljudje na svetu in težko mi je glavo med gor, glavo gor, glavo gor. Lažje to je reči, ampak težko tukaj zdaj premagam ta bol. Kaj bom pol, kaj bom pol. Ker me ne vidijo ljudje na svetu in težko mi je glavo med gor, glavo gor, glavo gor. Lažje to je reči, ampak težko tukaj zdaj premagam ta bol. Kaj bom pol, kaj bom pol. Ker me ne vidijo ljudje na svetu in težko mi je glavo med gor, glavo gor, glavo gor. Lažje to je reči, ampak težko tukaj zdaj premagam ta bol. Kaj bom pol, kaj bom pol. Ker me ne vidijo ljudje na svetu in težko mi je glavo med gor, glavo gor, glavo gor. Lažje to je reči, ampak težko tukaj zdaj premagam ta bol. Amo socialec z vama vdaje Radioaktivno, projekt Vida, IP predstavljava. Si tudi aktiven pri društvu Humanitarček? Tako je. Zdaj malo manj, ker imam ogromno nekih drugih stvari v življenju. Služba je naporna. Pa zdaj malo več časa sem si vzel, no, da lahko res potem spet muziko delam, no, ker sem vedno delal res milijon stvari, ampak zdaj v tem obdobju tudi ne gre. Imel sem tudi ogromno zdravstvenih težav, s katerimi se še ukvarjam. In ja, pač nekaj časa tega, ki ga imam prostega, pač provam zdaj malo usmeriti res na glasbo, no. Ker to, kar delam z love, mi je res všeč. Pa
ful lepo nastaja, ful všeč mi je to cel ta kreativni proces, ko nam uspeva, no, tako dosti delamo, tako da pač spet se najde tisto neko veselje, no, pri delanju vsega skupaj. Do tega še pridemo, da rečemo nekaj o pornografiji, pod narekovajem. Kakšni so bili odzivi na projekt Vida EP? Zelo dobri, no. Projekt je bil v bistvu, ni imel CD-ja, ampak je imel USB ključke in to sem jaz individualno delal, ne. In je bilo kar, ne, ker smo jih imeli, smo mislili najprej to bo šlo 100, ne, kakih 100, še tak, jaz pa Nina, predsednica društva, smo bila tak, ne vem, če jih bomo 100 uspeli prodati, ne. No, na koncu sem že s prednaročili jih, mislim, da več kot 1000 naredil, no, tako da individualno sem res na vsakega posebej dajal gor glasbo. In to je bilo dolg proces, ker vem, da sem si mogel v službi vzeti malo dopusta, ker humanitarček, kljub temu, da je kar odmevno društvo, je pa zelo majhno, pa nas je zelo malo. In pač nekako smo vse mi, no. Tudi z Nino smo najbolj pakirala te pakete skupaj na koncu, tako da je kar dosti časa vzelo. No, odzivi so bili pa ja, zelo dobri, no, pač zelo presenečeni smo bili, no, ker je kar na neki nacionalni ravni bilo vse skupaj, no, tako da sem res bil vse posod v tistem obdobju in pač se pravim, zdaj pa projekt dejansko živi naprej in je še več ljudi vključenih van, tako da se večja številka in s tem smo mi zelo zadovoljni. EP pa je še vedno na voljo na digitalnih platformah. Tako je na vseh, Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Amazon, YouTube, ne vem več, kjer so še, Xbox Musica več ni, ne. Pač na vseh je, no, vseh je, zdaj pač ni tako več težko spraviti glasbe na te digitalne, tako da vse posod se ga da dobiti, ja. Svet je naš, bo naslednja, predzadnja. Svet je naš, to je v bistvu neka revamped verzija, revisited verzija, ker je itak bil že na albumu en dan, ampak to je bil na novo posnet, malo drugače smo nekaj naredili. Night je malo drugače naredil ta beat in pač to je to komad. Ja, vidim pa recimo razliko med tem pa med tistim na albumu en dan, ker sem je vmes že malo glas poglobil spet in je zelo težko najti tisti moj vokal, s katerim sem bil še zadovoljen, ker imam vedno glovega. Kar ven daš, to na koncu imaš, svet je tvoj, svet je njen, moj, tvoj, vaš, jo. Svet je naš, zato se dviga danes glas, njen svet je njegov, sveta, svet je naš. To kar ven daš, to na koncu imaš, svet je tvoj, svet je njen, moj, tvoj, vaš, jo. Svet je naš, zato se dviga danes glas, njen svet je njegov, sveta, svet je naš. En life, ena kri, ena pesem, en eno srce, ena ljubezen, res si nepomemben. Čas da pokapiraš sam to, če je glavna skrb v dnevu, kje parkiraš avto. Zadnji svoje vrste. Za takega je lažna karma, nerazgledan folk še vedno misli, da je važna barva, drug za drugim bi pometal, vsak si s ulice bi metal, ker na betlo ni imelo veze, če si z ulice ali kmetov. Dol visigim vse razen, kjer je gluma, ozona ni na vesti, dok se zrakem ne računa in ni poguma. Da bi koga volit mogo, ker te družba tak pritiska, da ne upaš molit Bogu. Veselje bit, kar si ti itak vzeli bekso, iz vsake butaste poteze se naredi tekmo in spet da folk zgura, glup na svetu ge do fula, skače ko Slovenci v leto 0-0. To kar ven daš, to na koncu imaš, svet je tvoj, svet je njen, moj, tvoj, vaš, jo. Svet je naš, zato se dviga danes glas, njen svet je njegov, sveta, svet je naš. To kar ven daš, to na koncu imaš, svet je tvoj, svet je njen, moj, tvoj, vaš, jo. Svet je naš, zato se dviga danes glas, njen svet je njegov, sveta, svet je naš. Pridejo begunci, pa problemi spet so aktualni, prej noben videl punce, ki mora živeti ob socialni. Nosijo kostume, nosijo maske, da skrbi jih so le glume, nočejo stika iz nižje kaste. Hočejo za naše samoraja, ta zavaja, sami patrioti, brezdomstvo pa še ostaja. Treba je začeti pri sebi, če bi res hotel kaj narediti, samo večina si misli, da bi le druge trebalo spremeniti. Pusti me, da rastem, če odteham iz svet, tisti dan, ko neham sanjati, neham živeti en na svet. Če kdaj boš prepoznaven, prijateljev ne izbiraš, se pa lahko odločiš, kdo bo zdraven. Težko je sprejemat val novih pozerjev, težko vizualno konkurirati dobi fitneserjev, težko iti naprej, ko bi drugi stali, težko biti kar si, ko se moraš zatekati k metodam ostalih. Danes glas, njen svet je
Amo za konec tega dela pogovora, preden se preselimo na Sad Porn EP, kaj drugega še počneš poleg tega projekta? Nekaj sodelovanj glasbenih je tudi bilo. Ja, mislim, saj sodelujemo dost glasbeno, ogromno je nekih stvari, ki še niso izšle. Zdaj smo tudi z Leopoldom, Leopold prvi, z njim smo naredila na njegovem albumu zdaj, ki pride, potem tudi na Šešmajstrovem albumu, ki upam, da enkrat pride, bom tudi gor, tam smo tudi z Lavo oba skupaj gor. Pa ja, no, mislim, so še pač kakšne stvari, predvsem znotraj hip-hop scene, ampak večino teh stvari, še ne vemo, kdaj bojo zunaj, tako pač so ti počasni glasbeni ustvarjalni procesi. Sem pa kar dosti delal, v zadnjem obdobju, pač skozi, tako da delam tudi z Young Fireflyom, zdaj mogoče malo na pauzi zaradi Sad Porna, ampak mi dva tudi delamo skupni album. On je z Mitotom naredil drugače, zdaj z Meter nekaj naredil, pa to Travnik. Ta projekt je tudi njegov, recimo, pač z njim zdaj delamo, tudi, ampak zdaj prioriteten nekako Sad Porn. Mi dva za konec tega pogovora še eno z EP-a projekt Vida, to bo zdaj drugi del, oziroma zdaj dve. Zdaj dve, v bistvu je bil to kot neke vrste enotni komad, pa sem ga samo razbil, da imamo neki kristalni uvod, pa kristalni zaključek. Hvala ti za ta del, slišimo pa se kmalu, ko rečemo nekaj o vojnem skupnem projektu Love in Amo Sad Porn EP. Yes. Life je to, kar boš naredil, s tem, kar ti bo dano. Zdaj financ ne gledaš, samo vem, da ti bo znano. Denar ni pomemben, samo a boš brano to, ko moraš izbirat med elektriko in hrano za podzob. Folk v mrtvo dela do konca ali pa na veliko krade. Povej mi, kdo je tukaj res požrtvovalen? Otrok presega, v šoli piše se v anale, ali nekdo, ki jo pusto, da nosi domov dnare. Potrta srca v lifeu, vzamejo nam plane, bolečine se navadiš, ostanejo rane. Zaradi tega pa smo največkrat junaki, a nočemo biti vidni, nismo ipak taki. Če so nameni iskreni, ledelni, sploh ven ne napridigeni, niso dobrodelni, če tega nobene ne vidi. Niti ni draga taka oseba, ki mora go temu napisat kam. Težko kdo pomaga, če ne more dat na Instagram. Da gre za generacije, za generacije, da gre za generacije. Check it out, Amo Socialec, poslušate oddajo Radioaktivno.